Dobrodošli v Tibetu. Malo si ga poglejte, malo si poglejte energijo, pa bom pa kaj več povedal. So mi rekli, da bom danes na zadnje govoril, da bom zadnji prostor predstavil. A veste zakaj? Zato, ker je Tibet toliko visok, da rabimo toliko daleč plezati, da pridemo do njega. Jaz verjamem, da so vam ostali ateljeji všeč, da vam je vse všeč, tako da sem dobil še zadnjo častno nalogo, da vam povem, zakaj Tibet. Ko smo razmišljali, kako bi dali temu prostoru ime, smo rekli, rabimo nekaj, kar ima visoko frekvenco, visoko vibracijo, nekaj, kamor bomo lahko starodavna znanja prizemljili. In pa je prišel Tibet v glavo, reče Kristi, kaj če bi bil pa Tibet, ne? Zato Tibet. In smo rekli, da danes želimo v tej sobi, v tem ateljeju, vam predati informacije in energije, ki jih drugje mogoče ne morete dobiti. Ko sem prvič stopil v ta prostor, ko sem prvič stopil v Štuk, kjer ni bilo nič, bile so samo, kot je Kristi prej rekla, surove plošče po tleh, ni bilo nobenih oken, je en glas prišel v glavo in je rekel, to je mesto, kamor boste lahko zasidrali informacije, ki ste si že toliko dolgo želeli. In so rekli duhovni vodniki, vi včasih na zemlji ne razumete, če želite visoko vibrirajoče napotke, če želite tiste skrivnosti, tiste manifestacijske tehnike, rabite imeti močen temelj. In mi smo se v duhovnem ateljeju leta in leta trudili, da ustvarimo ta temelj. In ta naš novi duhovni atelje je temelj, duhovni temelj, fizični temelj, kamor lahko zasidramo karkoli. Ker v tistem trenutku, ko smo prišli v njega, v tistem trenutku, ko smo začeli delati v njem, so se odprli neki portali, kateri do zdaj niti nismo poznali, niti nismo vedeli, da obstajajo. In civilizacije, kot so Atlantis, Plejade, Sirius, so začele metati dol svoje informacije, ob kateri smo imeli samo odprta usta in samo wow. Jaz osebno nisem verjel, da je planet Zemlja pripravljen na to vrstno duhovno rast. Ampak glej, vesolje očitno preseneča in danes smo tukaj. Tako da v tem Tibetu, v tem ateljeju vas bom naučil sferičnega razmišljanja. A ste vedeli, da smo ljudje sposobni sferično razmišljati? To je razmišljanje, katerega imajo mimogrede vodniki 5-6 dimenzij. Pa potem ste vedeli, da lahko ljudje upravljamo morfogenetsko polje. To je to biopolje, s katerim vplivamo na ljudi in spreminjamo resničnost okoli sebe. Pa Atlantis je odprl portale in nam dal manifestacijske kode, s katerimi dejansko lahko spreminjamo celo fizikalne zakone, pa sirijanske kode zdravljenja, pa kode civilizacij, katerih sploh ne znam izgovoriti. In vsa ta knjižnica se je začela ustvarjati v našem ateljeju. To so znanja, katerih nikjer do zdaj na planetu še nisem zasledil. In so čakali duhovni vodniki, da bo nekdo na zemlji odprl vrata, ki bodo dovolj široka, dovolj visoko zavest imela, da bojo lahko ta znanja poslali skozi nje. In evo, tukaj smo. Tudi, ko govorimo o teh stvareh, mi kar srce prepeva in se mi vidi nasmeh na obrazu. In jaz sem toliko veselin, da pridete sem in to, kar čutim jaz, začutite tudi vi. Tako da jaz bom z vami odpiral te starodavne manifestacijske kode na tečaju modre alkimije z Atlantisom, pa program modernega voditeljstva z Atlantis Masterjem, zaradi tega, ker res verjamem, da človek, če je močan, karakterno in osebnostno, lahko karkoli prizemlji v svoje življenje in karkoli naredi, kar si je sposoben zamisliti. Pa coaching program Matrica uspeha je tisti, kjer vas bom peljal čez osebno rast na vseh nivojih. Pa mojster meditacijske terapije, pa spletne delavnice Leve, Roenderjevi in še in še in še. Tako da doba, v kateri smo, vem, da je intenzivna, vem, da se veliko stvari dogaja, ampak morate vedeti pa še eno stvar. V tem obdobju življenja, v tem trenutku na planetu Zemlja, lahko vsak človek doseže katerokoli zavest želi. Samo zbrati moramo prav. Naučiti se moramo zbirati, ali bomo šli levo, ali bomo šli desno. Naučiti se moramo fokusirati na pravo stvar. In to je tisto, kar bom z vami jaz počel. Zdaj imam pa za vas še eno fantastično presenečenje, ki vam ga bomo s Kristi predstavila, tako da čas je, da se vrnemo nazaj v Gajo.